Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci vašega kanala. Markov evangelij se zaključuje s pomenljivim delom, ko Jezus razpošlje svoje učence z besedami: Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. S tem jim je nakazal, kaj bo sedaj njihovo glavno poslanstvo, ko svojega učitelja nimajo ob sebi na njihovem zemeljskem romanju. Do sedaj jih je on učil in jim kazal pot k nebeškemu kraljestvu. Sedaj so oni poklicani, da z oznanjevanjem kažejo na nebeško kraljestvo, ki je že med nami, če živimo v medsebojni ljubezni in prijateljstvu. Lahko rečemo, da se v Jezusovih besedah pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu, nahaja rojstni dan misijona in misijonske dejavnosti cerkve. Bratji in sestre, spoštovani gledalci, danes v cerkvi obhajamo misijonsko nedeljo. Tudi ob tej priložnosti je papež Frančišek ob tem dnevu namenil Božjemu ljudstvu posebno misijonsko poslanico, ki ima za rdečo nit v svojem naslovu besede: Misijon v osrčju krščanske vere. Cerkev je po svojem osnovnem poslanstvu in naravnanosti v osnovi misionarska. To je za nas poziv, da oznanjamo evangelij Boga Očeta v moči Svetega Duha. Vsak izmed kristjanov je dobil prvo kav misijonskega poklica že pri Svetem krstu, ga utrdil z birmanskim prihodom Svetega Duha in ga vsakodnevno hrani v obhajanju in prejemanju Svete Evharistije. Kaj pa je drugega duhovnikov vzklik ob koncu maše: Pojdite v miru, kot vzklik, da vedno znova zapustimo svoje ustaljene poti in varna duhovna zavetja in da se podamo na pot v svet, ki nas obdaja, ki je željan ljubezni, človeške sprejetosti in svobode. Misijonska dejavnost izvira iz najglobjega bistva cerkve. Kako nujno je, da evangelij veselo oznanilo oznanjamo najprej oziroma posredujemo svetu, nam kaže tudi zgled apostola Pavla, ko vzklikne: Če namreč oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, saj to zame nujnost, kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal. Iz svoje osebne izkušnje vemo, da ko doživimo nekaj lepega in veselega, to želimo posredovati tudi drugim. Tako je tudi z evangelijem. Če nas je v globini srca nagovoril, če nam je osvetlil smisel našega življenja, spontano čutimo, da bi to evangeljsko oznanilo posredovali še drugim. Papež Frančišek v letošnji misijonski poslanici pa poudarja, da poslanstvo cerkve torej ni širjenje niti verske ideologije, niti vzvišene etike. Z oznanjevanjem evangelija Jezusa postaja vedno znova naš sodobnik, da bi vsak, ki ga sprejme z vero in ljubeznijo, izkusil moč preobrazbe duha ostalega. Je moč brez primerjave. Ter dodaja: misijon cerkvi govori, da ni sama sebi namen, temveč orodje in posrednica kraljestva. V 2000 letih krščanstva imamo številne svetle primere misionarjev, ki so vse zapustili in šli daleč preko oči človeških obzorij vse do skrajnih mej sveta. Številni so zgledi. Naj poleg apostola narodov svetega Pavla in svetega Frančiška Ksaverija omenimo sveto mater Terezijo iz reda misionark ljubezni, ki je z evangeljsko ljubeznijo osvojila srca ljudi po vsem svetu, posebej revnih in ubogih. Iz našega okolja izhajajo veliki misionarji: škof Friderik Baraga, misionar med Indijanci v Ameriki, Ignacij Knoblehar v Afriki, škof Janez Gnidovec v Makedoniji. Pravi misionarski duh se ne ustavi na mejah dežel in držav, ampak sega preko. Če smo včasih pošiljali misionarje iz Evrope v Afriko, Azijo
in Latinsko Ameriko pa danes vedno bolj doživljamo obraten tok, da nam že misijonske dežele pošiljajo misionarje nazaj v versko postarano krščansko Evropo, ki potrebuje novega duha in duhovnega impulza. Mladi so upanje misijona, nas spominja papež Frančišek. Veseli smo, ko vidimo, da tudi pri nas ni zamrl misijonski elan. Številni mladi zdravniki, študente zdravstva, medicinske sestre gredo za 2-3 mesece na misijonske postaje po svetu, kjer preko človekoljubnega poslanstva skupaj ob naših misionarjih svojim delom pričujejo o evangeljski ljubezni in vrednotah. Tudi s tem, ko skrbijo za zdravstvene potrebe, šolstvo, izobraževanje in kulturne dejavnosti. Slovenci smo ohranili misijonskega duha. Kaj pa jaz lahko naredim za misijone, se morda vprašate ob misijonski nedelji. Vsi vendar nimamo misijonske karizme tako močno izražene in verjetno ne bomo nikoli šli v misijone. Naš misijon pa je lahko v tem, da smo misionarji v domačem okolju, v družini, šoli, delovnem mestu. S pristnim pričevanjem za krščanske vrednote smo tudi mi lahko misionarji v pravem pomenu besede. Tudi za nas tukaj in sedaj veljajo Jezusove besede. Pojdite in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Lepo nedeljo vam želim.